Tamle čas beži, tam se mu mudi. Zakaj spomini vihitite? Le spomin deklica na ljubezen, ki daleč gori. Vse, prav vse spomin ti lahko vrne. Da je gost oddaje Dominik Krt, doma iz Stran nad Kamnikom, postal odličen pevec, komponist, harmonikar in še kaj, se mora zahvaliti očetu Janezu, ki je zdaj že pri 86 in materi Mariji, ki je 14 let mlajša. Vse pa bi šlo mnogo težje, če ne bi nove izzive Dominik sprejemal z veliko mero trme in odločnostjo, ki je že od najbolj zgodnjih let poznala besedo hočem. Doma je bilo 5 bratov, ki so vsi sodelovali pri ubranem družinskem in cerkvenem petju, vsi pa so se tudi učili igrati inštrument. Dominik in Primož klavir, Emil klarinet, Janez trobento, Matej pa violino. Vsak od njih pa se je pevsko kalil pri prvem slovenskem moškem pevskem zboru Lira iz Kamnika, ki ga je v njihovih letih vodil priznani profesor in skladatelj Samo Vremšak. Pri taki izbiri in glasbeni podlagi prvega ansambla ni bilo težko sestaviti. 3 bratje so leta 1980 začeli igrati kot ansambel bratov Krt, ki si je v radijski oddaji Kar znaš, to veljaš s prvo skladbo Vesela polka postavil temelj za nadaljne delo. V kamniškem koncu so jim rekli kar mladi avseniki. Prva skladba, ki so jo uradno posneli, pa je bila tudi najljubša pesem staršev Janeza in Marije, ki so jo nekaj let pozneje posneli tudi za našo televizijo. Ko v jutranjem soncu planine žari. Ko v jutranjem soncu planine žari, višave sinje želi si srci, tam gor na planinci pozabi skrbi, tam gor srci ti v topli sreči zažari. Pojdi z menoj na višave, pojdi z menoj na gori, pojdi z menoj na gori, viklič moj, da uživaš lepoto z menoj. Tam ko rododendron rdiče cvete, ena kalička ima moje dekle, vinočke so njene kot samici jan, z njo srečo srčno rad bi užival vsaki dan. Pojdi z menoj na višave, pojdi z menoj na gori, pojdi z menoj na gori, diklič moj, da uživaš lepoto z menoj. Planini rasto, srci vztrepiče, ko zre jih oko, poljubdaj sladak mi, oj deklica ti, kot cvitka nežna ti na prsih zablisti.
Varšave, pojdi z menoj na gori. Pojdi z menoj na gori, diklič moj, da uživaš lepoto z menoj. Dominik, verjetno lahko kar skupaj ugotoviva, da je čedalje manj petja po naših družinah. No, da se ga še zaslediti, vendar takrat, ko pa si ti odraščal, pa je bilo to položeno kar v zibov, ne? Brez kakšnega terorja, enostavno je bila vzgoja taka, ne? Točno, ni bilo gramofona, ni bilo CD-jev, ni bilo televizij, pa smo delali tisto, kar je bilo najbolj zanimivo. Peli smo, molili smo, igrati smo se znali in če je kakšen kaj po svoje hotel plest, opa, pojemo in smo peli. No, imate to srečo, da ste v Stranjah še pravi čas, seveda tudi z domačimi mojstri, obnovili res lepo cerkev svetega Benedikta in da je pri tem pomagal mojster Plečnik. Se ti tega spominjaš? Plečnika se ne spominjam, ker to je bilo 45. leta po vojski. To so delali res, bom rekel, ljudje, ki so imeli roke, glavo in moč srca, da so naredili tak biser, kakršen je zdaj v Stranjah in to je tudi v knjigah svetovno znanih objavljeno. Tvoj oče pa verjetno pa veliko sodeloval zraven, ne? Oče sicer ne, ker se je preselil iz Mekinske Fare v Stranje, ampak verjetno oče od mame je pa bil zraven. No, zate lahko rečemo, da je bil tvoj drugi oče župnik France Gačnik, ne? Tako je. Od jutra do večera, vam rekel, ali pa takoj, ko smo prišli potle že iz šole, on je mu zmeraj del in ta del je bil za mene zmeraj super. Jaz imam rad del, jaz sem v bistvu deloholik, brez dela se ne znam sprostiti. In tudi ta trma, ki si mi že omenil, je bila v kombinaciji, ne? No, župniku Gačniku ste ob tvojih jubilejih odkrili pravzaprav lep spomenik v Stranjah, ne? Ja, praktično se je ravno, to je bilo lansko leto 4. oktobra, v bistvu smo, nekje je bilo zame bolj pomembno, da odkrijemo spomenik in povem, da je 40 let orglanja za mano, kot pa moja 50-letnica Abraham in kup ostalih, ki so se... No, pa 25-letnica poroke je pa spet nekaj, ne? No, bila je. Bila je in lepo je bilo, ne? No, začel si na tej sliki v 4. razredu osnovne šole. Odločilno vlogo je takrat imela tvoja učiteljica, gospa Jelica Slavič. Kako se pa tega spominjaš? Menda si moral kar tako na hitro na njen, rekovaj, ukaz spremljati mlade pevce. Tako so bili? To so bili pevci osnovne šole Stranje, otroški pevski zbor, revija otroških pevskih zborov v Kamniku. Tam je vse zbore spremljal profesor Mihelčič. Ko se je pa stranski zbor predstavil, je pa klavir igral, videl se ni nobenega, jaz sem bil pač zelo majhen in takrat sem mu že problemi s širino obsega oktave, ki jo še danes v bistvu nimam najbolj razpeljano, ampak profesor Mihelčič je prišel iz odra, prav moram videti, a ta klavir sam igra, a kdo igra. A je? In to je izvedel pokojni Gačnik in je rekel, če lahko igraš v Kamenk, pa v šol, boš pa šel v cerkve. No, da mi povej, kako da si pravzaprav začel obiskovati sploh glasbeno šolo. Ponavadi zdaj nekdo te da v glasbeno šolo. Vi ste pa verjetno kar malo po trmi sami, vseh 5 bratov ste hodili v glasbeno šolo. Ta slika, ki je bila prikazana, tako sem začel, je bila slika pri Harmoniju v Farožu. Gačnik me je tam slikal, star sem bil pa 3 leta in pol takrat. In on je imel klavir in on je skladal že, igral po klavirju, tudi jaz sem celo lahko pritisnil na kakšno tipko in takrat je mene zagrabila ta vnema v glasbeno šolo. In sem trmasto vztrajal, oče pač ni predspadel, kukaj danes recimo kakšen oči pade na vsako stvar, ki se otrok spomne in sem 2 leti vztrajal in trmal, potem so me pa upisali, kljub temu z
klauzulo, ima premajhne prste. No, vidiš, zanimivo. Ampak potem je pa prevladala tudi narodno-zabavna glasba. Že v osnovni šoli ste imeli, fantje, svoj ansambl, ne? Tako je, v osnovni šoli smo imeli ritem. Štritov Tone, Štritov Marko, vsi so poznani, Slak, Muženič, pa Nacek Zaletel, je igral kitaro, bobnar je bil Tomo iz Žal in smo imeli ansambl Ritem. Ampak tole, kar bo pa zdaj le videla, je pa že pravi ansambl Krt, na katerega si gotovo tudi zelo ponosen. Ja, to je pa od 86. leta dalje. Prej je bil pa še en ansambl bratov Krt. Tako. No in tole je bilo v Vinski gori, ravno v polnoči ste imeli to priložnost, da ste zaigrali Lepo polko. Kako se spomniš tega praznovanja Videomeha 89. leta v Vinski gori? Stali smo skupaj z gospodom Avsenikom in to je bilo eno največjih. In dvorana je bila naša. To pa smere. Je zima že tu, sneg po grampah leži, je leto okrog, prav hitro prišlo. Silvestrovo glej, že prihaja spet k nam, naznanja, da letu je kraj. Veseli in srečni so zopet ljudje, milijone luči, tja v noči gori, darila spet nova prosa do dobi in Božji srce nam umiri. Nestrpno si čakamo, kdaj bo prišlo to leto mlado, to leto novo. Izginjajo misli na žalostne dni, si vsakdo le lepih želi. Zdaj ura zvoni, odbije 12, iz tiski se rok, željami vrsti. Solze sreče spet nam na lica privro in sem nam je v srcih lepo. Srečno, srečno, vsem ljudem sveta, zdravja, uspehov in prijateljstva. Srečno, srečno, voščimo vam zdaj, da v novem letu bi bilo vsem vam res lepo. Srečno, srečno, voščimo vam zdaj, da v novem letu bi bilo vsem vam res lepo. Da v novem letu bi bilo vsem vam res lepo. Leta 1980 si odslužil vojaščino in porodila se je, bom rekel, potreba, želja po ansamblu. Ansambl bratov Krt je bil najprej, ne? Točno. V vojski JNA je bilo veliko časa. Imel sem to srečo, nisem v orožja, nisem v zadolžitev,
samo muziko. Učil sem pevski zbor vojaški, ansambl, vrtil sem filme in začel sem pisati note. In kar nekje me je zagrabil, da zakaj pa ne bi začel pisati, ansambl je že bil prej, smo že igrali, ampak da bi pa res striktno narodno zabavno pa nismo. In to sem naredil. Povabili smo v bistvu v svoje vrste tudi par ljudi, ki so bili v mladinski delovni akciji takrat, tako je prišla tudi Marinka Rozmanič, ki je kasneje postala moja žena. A ja? Ja, ampak po Spravo ste imeli v ansamblu žensko, ne? Ja, na začetku je bila ženska. Ko se je pa stvar med nama spremenila v zakonca, se je pa ansambelstvo nehalo. Treba je ostati doma. Ampak ta želja je tlela in 2 leti kasneje smo se srečali z Milanom pa Marjanom, kasnejšim kitaristom in basistom, ki sta rekla, kaj pa, če bi mi obudili tisto, kar ste vi že imeli, pa in seveda meni je to zagrabilo. In koliko let je vse skupaj, te še drži? Kako dolgo je to vse skupaj trajalo? To je trajalo približno 10 let. Fino, in šli ste tudi med drugimi s celim ansamblom na Triglav. Ja. Kdaj je bilo to? To je bilo leta 90, tik pred osamosvojitvijo, ker sem jaz spet uporabljam besedo hočem. Res sem hotel, da se naredi videospot, da se naredi videokaseta, da se naredijo novi posnetki. Fantje pa niso bili najbolj za take moje posege, ampak jaz se zavedam, danes lahko uspeš, če delaš. Brez dela si nekje odmaknen. No, rekel sem, če bi lahko prinesel kakšno fotografijo, ti si rekel, da raje prineseš 2 pismi. Prvo pismo ti je zelo veliko pomeni. Zakaj? Fotografij je tisoče, ampak meni osebne stvari več pomenijo in sicer poslala me ga je pa ena učenka, tako je napisala vaša učenka Martina K. iz osnovne šole Vencla Perka, to je bilo, bom rekel, 25 ali 30 let celo nazaj. Že dolga leta nazaj ste bili moj tovariš za glasbeno vzgojo in pevske vaje na osnovni šoli Vencla Perka in se vedno z velikim veseljem spominjam trenutkov, kako smo se veselili pevskih vaj. Drobcena pozornost vedno pusti zelo velik pečat v naših srcih. Na katerih smo od vas dobili tudi polilizike. Polilizike, lepo. No in drugo pismo je pa od gospe, ki jo sploh ne poznaš. Drugo pismo je pa od ene gospe. Jo sploh ne poznaš? Ne, jo ne poznam, ampak ona je iskala en CD in jaz sem ga izrihtal, potem sem mi pa skozi, kar je bilo novega iz mojega studija, recimo pošiljal. In ona pravi, dragi spoštovani gospod Dominik, da se vam vsaj malo odložim za pozornost, lepe želje za 18 pesmi za mojo dušo. Ne morem verjeti, kako ste začutili, kaj potrebujem. To meni veliko pomeni. To ti pomeni, ne? To je vse. Slike so pač slike. Kaj so pa tvoji hobiji? Ja, zdaj trenutno so moji hobiji pesmarice. Pesmarice? Delam otroške pesmi. Glasbena literatura. Tako je, glasbena literatura. To je posvetno in duhovno, ne? Posvetno in duhovno. Pastirček, zmajček in pa moje pesmarice za cerkveno rabo. In to je del tvojega življenja. Še vedno pa verjetno tudi malo snemaš v svojem studiu in tako naprej. Tudi narodno zabavno glasbo. To je pa delo. To je pa hobi. Delo je pa snemanje. Kaj pa tvoje neizpolnjene želje, kar zadeva hobi? To je pa želel bi biti pilot. Ampak kot pilota imam le značko. Avionček. A daj mi povej, ko ste potovali v Kanado, Ameriko, si kdaj šel pogledat tu kokpit, si šel kdaj pogledat v pilotsko kabino? Ne, žal ne. Sem pa cagal in se enostavno ne znam prerint v spredje. Čakam, da mi drugi rečejo, pa kva stojiš tam za, da pet naprej, se si ja vreden tega. Čakam. Jaz upam, da ne boste dolgo čakali in da bo spet kmalu zazvenela glasba Krtov. Morda sem slišal, da nekaj pripravljate eno presenečenje. No, povabili so nas na Števerjanski festival, kjer smo toliko let dobivali pokale, hodili v finale in so rekli, če smo pripravljeni prideti 2 nagradne pesmice za igrati. In ste rekli ja? Jaz sem rekel ja, zdaj pa upam, da bojo tudi ostali držali besedo. Prisluhniva še skladbi, ki pravzaprav, bom rekel, upodablja tvoje življenje, da je res lepo na tem svetu živeti. Se strinjaš? Se. Res je lepo na svet živi, najbolj po zimi ali poli, najbolj spomladi ali jesen, nam čas je prav sam dragocen. Spomladi nam travca zeleni, poleti pšenica rumeni, jeseni pa grozdje do zori, po zimi pa ni več skrbi.
posebno čez glasbo si preži, če glasba bogatstvo je za ti, težave premagaš prav vse. Res je lepo in srečni smo, da vas lahko čez leto zabavamo. Svet živi, naj bo po zimi ali poli, naj bo spomladi ali jesen, nam čas je prav sam dragocen. Res je lepo na svet živi, posebno čez glasbo si preži, če glasba bogatstvo je za ti, težave premagaš prav vse. Res je lepo, srečni smo, da vas lahko čez leto zabavamo. Da vas lahko čez leto zabavamo. Kako leta hitro bežijo, vedno znova ugotavljam vsakič, ko na vašo željo odkrijem kakšen star posnetek, na katerem so gospe še dekleta ali kar punčke, možaki pa fantje ali pa mulčki. No, saj veste, kako je s tem, ne? Pravijo, da je dan dolg, samo življenje je kratko. No, pravijo tudi, da smo zdaj prišli v slabe čase. Morda res, veljalo pa bi prisluhniti Portugalcem, ki imajo v enem svojih pregovorov zapisano: ni tako slabih časov, da se s časoma ne bi vnesli.